Danes z veseljem pozdravljam profesor dr. Tomaža Citra, ki je zopet med nami. On je naš stalni predavatelj, kadarkoli ga prosimo, se rad odzove. Po mojega vsi dobro poznate njegovo delo, njegovo udejstvovanje. Poleg tega, da je imeniten znanstvenik, da je znan po celem svetu praktično, da ima neverjetno število odmevov na svoje članke, citatov, 22 000, kar je neverjetna številka za naše razmerje, marsikakšen raziskovalec bi želel tega. No, poleg njegovega vrhunskega znanstvenega dela je tudi se pogosto odziva na poljudne prireditve, na poljudna predavanja. Če je kaj zanimivega se dogodi v vesolju, vedno tudi televizija pokliče njega v pomoč za razlago. No, danes nam bo povedal o galaktični arheologiji, nekaj zgodovinskega, jaz mislim, enega, kar prosim za besedo. Najlepša hvala. Hvala za tale zelo lep uvod. Beseda galaktična arheologija, nekako te dve besedi ne gresta skupaj na prvo žogo, namreč je lahko svoj z mikrofonom, ki se to slišalo, da je takole boljši, tam nekje bolj v zadnji vrste, ja, podedo. Prav bom probal se ne zaplest pri teh žicah. Torej, očitno bo stvar povezana z galaksijo in bo povezana z arheologijo, in bomo seveda prišli do tega, odkje to ime in kaj dejansko pomeni, zakaj nas to zanima. Zdaj, tega filma ste se zagledali, to je pravzaprav simulacija, kako posamezne realne zvezde se premikajo po nebu, če seveda čas, ki ga vidite tam desno zgoraj, zelo hitro teče. In to seveda tako, kot si to želijo ponavadi novinarji, se pravi prihodnost, se pravi, znamo napovedovati prihodnost, ampak v prihodnosti, ta bo odvisno od marsičesa drugega, tukaj na Zemlji bolj pomembno kot od vesolja. Pomembno pa je seveda, kaj se je dogajalo v preteklosti, kakšna je bila zgodovina in to bo seveda povezava z našo arheologijo, kajti končno lahko o tem nekaj konkretnega tudi rečemo. Zdaj, mogoče malo neobičajno bom to predavanje začel z dvema prosojencama, kot sem naredil tudi pri naših študentih, ko se je akademsko leto začelo prejšnji teden. Prva mečka opravičila, zakaj je tiste okenj tamle odprt. Če ne bojo seveda tisti fantje, ki so še malo premalo dobili svoje tekočine, preveč glasnega bomo probali obdržati odprtega. Razlog je, da ta nesrečni kovec se prenaša zdaj v vesolju, v glavnem, ki dolge ure lahko lebdijo v prostoru, zlasti, če smo tako mirni, kot smo mi zdaleč, vpijete, hitro dol padajo, ker so velike kapljice, drugače pa ne. In smo cepljeni, verjamem, da več ali manj vsi, ampak kljub samo nekaj tveganja obstaja. In zaradi tega saj jaz med svojimi predavanjem, kar lepo okno odprta, seveda imamo pa modno revijo in kot sem študentom svetoval, me vprašajo, če bi mogoče njihova stara mama, ki je podobnega še kakšno kapo s primernim cofom spravila skupaj. Tako da v tem smislu pač malo humorja, ampak v resnici resna stvar, se pravi 100% zaščite ni stvari rahlo zoprna ali pa kar močno zoprna. Tam imate še eno malo napravco, ki kaže neke številke. Če bi bil zrak čisto v redu, bi kazalo številko 410, 440 delcev ogljikovega dioksida na milijon. Kazala bo več, če se bo zrak pokvaril, bo 900 000, 1600 ali kaj podobnega, kar pomeni, da je to do neke mere podihan zrak. In seveda podihan zrak pomeni, da tudi kot je CO2 izdihujem zdajle, izdihujem tudi tiste drobne kapljice, ki so pa vsaj načelno lahko nevarne, če bi bil okužen. Zdaj, še eno stvar bi omenil, ki ne paše v temo današnjega predavanja, pa je mogoče smiselno povedati. Mediji pravzaprav niso vedeli, kaj bi naredili prejšnji teden, nekateri so to sramežljivo omenili, drugi bi bilo malo nerodno. Veliko nas je bilo zelo razočaranih nad podelitvijo Nobelovih nagrad.
Ne govorimo o Nobelovi nagradi za fiziko, tista za klimatologijo, se pravi za spremembe vremena in za komplicirane dinamične sisteme, je seveda absolutno šla v prave roke. Tudi ostale so šle v prave roke. Sploh ni problem v tem, kdo je dobil Nobelovo nagrado. Vsi zelo zasluženo in, če hočete, v ožjih strokovnih krogih pričakovano. Je pa ta gospa, ki bi verjetno morala dobiti Nobelovo nagrado, bodisi za medicino in fiziologijo, bodisi za kemijo. To je tista gospa, ki je pogruntala mRNA, kako se RNA naredi tako, da dejansko nimate imunskega odziva in uničite pravzaprav vse skupaj v vašem telesu. Ta stvar je stara, od leta 2005 objavljeno njeno odkritje. Delala je kot one woman band, se pravi pravzaprav sama proti celotnemu establishmentu z enim kolegom, Driverjem, ki je tukaj omenjen, z Drewom Weissmanom, in ta dva bi verjetno morala dobiti Nobelovo nagrado. Če si bil od februarja meseca, kaj je delal Nobelov odbor, ne vem, bral sem predvčerajšnjem v Nature in precej žalosten članek na to temo, ki nekako je upravičilo vse mogoče. Menda je bil danes objavljen, ga še nisem imel časa. Naslednji članki se še malo bolj upravičuje, ker so videli, da so samo dolili zraven olja na ogenj. V glavnem, letos imamo 13 Nobelovih nagrad, od tega 12 gospodov in ena gospa, se pravi polovico za mir je šlo v tisti novinarki. Kot rečeno še enkrat, nikakor ne problematiziram ostalih 12, ampak ne razumem, ampak res čisto zares ne razumem, kaj jih je vodilo, da niso dejansko naredili tega, da bi za mRNA dali super Nobelovo nagrado. Čakati nekaj, milijoni so rešeni življenj, milijoni bodo še rešeni in stvar kot se jasna. Oben je pa za relativno staro odkritje, gre namreč, poglejmo spodaj, imate takole analogijo Nobelove nagrade za fiziko, odkritje gravitacijskih valov, septembra 2015 prva meritev, objavljena februarja 2016 in leta 2017 je bila Nobelova nagrada. Tako da v tem smislu imamo še nekaj primerov, vsaj pri fiziki, ki so takšni. To je bilo sem tako za intervenco, za uvod, ko rečeno res se upravičujem, ne paša v to temo, ampak ne moram kaj, da ne bi omenil. No, potem pa seveda prihajamo k današnji temi in te razlage. Torej, ko mislim arheologija rečem, pomislite seveda v Ljubljani najbrž na Emono, ki je drugod na kaj drugega, v vsakem primeru pa pomislite na starost. In zdaj pri starosti, seveda, če se pogovarjamo o vesolju, je zmeraj več kot križa. Križa v tem smislu, da so vse številke nekam velike. Danes se treba pač navaditi na številke, ki so v milijardah. In nekatere stvari poznamo. Recimo starost Zemlje poznamo 4,54 milijarde let in kot vidite začudvanja mehno napako. Kako zabodala, kako je možno, da se nekdo takole repenči in reče, toliko je stara Zemlja. Vse takrat ni bilo nikogar okrog, da bi zaštartal uro, pa bi danes povedal, koliko časa je minilo. Stvar je seveda posledica tega, da gre v osnovi za zelo preprost fenomen, ki ga uporabljamo za merjenje starosti, in to je razpad, naraven radioaktivni razpad elementov, naprimer urana, kjer ubogate eno zelo preprosto zakonitost, ki velja marsikje v naravi, koliko nečesa, v tem primeru recimo urana, na sekundo razpade, je sorazmerno s tem, koliko urana imate. Je logičen in se je valjda, če imam 1 kilo, ga bo toliko razpadlo, če imam 2 kili, ga bo pač 2-krat toliko razpadlo. In ta sorazmernost na konstanto lahko očitno zelo preprosto zmerite na ta način, da stehtate, koliko ga imate, naprimer 1 kilo, pa da pogruntate, koliko ga na sekundo razpade prek tega, da recimo kakšne delce, kakšne ven odletite, pomirate, koliko na sekundo jih pride. In posledično razumete razpad urana, stvar se reši z neko preprosto enačbo, ki da eksponentno rešitev. In ta eksponentni zakon seveda, naši politiki se ga še niso naučili, krmili so v COVID, smo zabili samo par tednov, da bi čisto nič hudega, kaj pa je to. Tako da pustimo. V glavnem, dejstvo je, da razumemo starost Zemlje zelo dobro in posledično preko seveda meritev kamenjev z Lune, raznih meteoritov in tako naprej, vidimo, da se ta številka stalno ponavlja in tudi starost Sonca je na ta način nekako zelo blizu. Številke so velike, 4,57 milijarde let je nepredstavljivo velika številka, ampak
Če primerjamo s tisto največjo številko, ki imamo zelo v praksi opravka, se pravi starosti vesolja, vidite tam ima zaokroženo 13,8 milijarde let, to je približno 3-krat toliko, kar pomeni naše Sonce, Zemlja, če hočete, je tukaj že 1/3 današnje starosti vesolja. Ali pa če hočete okrog obrnjeno, ko je Sonce nastalo, je bilo vesolje za 1/3 mlajše, je bilo 2/3 današnje starosti. Tako da v tem smislu morda ni tako nemogoče, da razmišljamo o zgodnjih obdobjih vesolja na dva načina. En način je tisti klasičen, to je to, da gledaš nekaj, kar je zelo, zelo daleč, in če je tisto zelo, zelo daleč, pomeni, da bo svetloba precej časa potovala od tistega oddaljenega objekta do nas. In pri takih zelo oddaljenih galaksijah bomo torej jih videli takšne, kot so bile, ko je bilo vesolje še mlado. To je en način, temu rečemo kozmologija, prednost videti nazaj, slabost, svetloba je zelo, zelo daleč morala potovati, se je zelo razredčila, te stvari so zelo temne, jih nikakor ne morete videti v nekih podrobnostih. Na drugi strani je pa treba ugotoviti, da je naše navadno Sonce živi že, smo rekli, 1/3 starosti vesolja. Pa bo še ene toliko, se pravi, njegove šanse so, da bo 2/3 današnje starosti vesolja preživel, preden ga bo konc, ko bi zdaj velika bela pritlikovka. Kar je kar v redu, to je primerljivo torej, ti dve veliki številki sta primerljivi. Torej se da najbrž najti zvezde, ki imajo to šanso, da pravzaprav so lahko še odprej, se pravi, da niso samo takrat, ko je bilo vesolje 2/3 današnje starosti nastale, ampak že prej, neke sorte Metuzalem. In če to najdemo, lahko na ta način recimo vidimo, iz kakšne snovi je bilo vesolje takrat. Vse se je začelo z vodikom pa s helijem, kako so s časom potem ti ostali elementi zraven prišli. Zdaj, tej ideji, da iščemo stare zvezde, pa najbolj enostavno kar v naši okolici, kar v naši galaksiji, temu potem rečemo galaktična arheologija. Se pravi, iskanje primerov ostankov ostalih objektov, ki nam povedajo vse sorte o gibanju, pa o kemični sestavi, pa podobnih stvarih, kot so bile nekdaj. Komplementaren pogled pač. Zdaj, takele prve zvezde smo v resnici tudi že našli. No, če hočem biti zelo natančen, prvih ne, druge pa ja. Druge pomeni druga generacija. Prva generacija je bil sam vodik pa helij, te zvezde so bile zelo masivne, ker so bile zelo prozorne, so morale biti zelo masivne. Posledično so zelo na hiter potrošili vso tvojo zalogo, jih je bilo hiter konc in jih ni več v tem vesolju. Ampak ta druga generacija pa imamo kakšen primer. Primer je tale zvezdica tamle na sredi onega posnetka s tole telefonsko številko kot njenim domačim imenom, ki ima nenavadno majhen del vsega, kar ni vodik ali pa helija. Se pravi, kot znate sami prebrati, okrog 15 milijonkrat manjši delež kalcija ima v primerjavi z našim Soncem, pa še manjši od 15 milijoninko je pa delež železa v primerjavi z našim Soncem. Se pravi, praktično čist brez železa je pa čist malo enega kalcija. Tam na desni za tiste bolj tehnično naravnane imate, kot rečemo, spektre, se pravi, to so sledi, ki kažejo na navpični osi, koliko je svetlobe, gostote svetlobnega toka kot funkcija valovne dolžine. In ja, tam ponekod je označen tam na desni zgoraj, recimo Fe1 piše, se pravi nevtralno železo. In vidite, da v našem primeru tele zvezde SMS in toliko številka naprej, pravzaprav ni ničesar tam, v tej povečavi. Medtem ko spodaj pa vidite drug del, druge valovne dolžine, kjer se pa vidi, da pri kalciju je ta čista spodnji graf, zopet zelo skromna tale absorpcija, ki jo povzroča kalcij v atmosferi te zvezde, ampak nekaj malega ga pa kljub samo je. To je tista 15 milijoninka. Se pravi, v tem primeru vemo, da je tista zvezda prve generacije, ki je rahlo s kalcijem obogatila ta material, iz katerega je ta zvezda druge generacije nastala, da je ta zvezda bila pač neka supernova, eksplozija supernove, ki je zelo malo železa naredila, se pravi, ena taka bolj šibka supernova z relativno majhno maso je morala to biti.
In dejansko imamo take primere, ki se jih občasno da najti. Zdaj se pravi, nekako zelo stare zvezde se včasih da najti. Zdaj pa se da še kaj drugega, pravzaprav tukaj konkretno pogruntati. Ja, osnovna ideja bi bila, da bi nas zanimali, od kje so pa te stare zvezde prišle, kaj je njihov izvor. Namreč ni nikjer rečeno, da so te zvezde pravzaprav sploh nastale v naši galaksiji in posledično bi se radi naučili tudi, kako je naša galaksija kot taka nastala. Zdaj pri teh stvarih nam pomaga, jo spet mečkam, da pogledamo številke, ki so velike, ampak če jih zdeliš med sabo, dobiš pa kaj ne preveč čudnega. Najprej je tam gor tista, ki skače okrog, je ilustracija gibanja planetov. Gibanje planetov, recimo Zemlja okrog Sonca, gre po skoraj na krogu, mečkam je eliptičen in ta stvar se ponavlja. Vsako leto gremo enkrat okrog Sonca in pravzaprav se pozna zares to, da ne moramo tega prav slediti v preteklost, šele ko prijete nekako do 200 milijonov obhodov, se pravi 200 milijonov let v preteklost, takrat so motnje, ki jih povzročijo ostali planeti, se nekako toliko naložijo, da tega ni več mogoče. Skratka, izredno dobro napovedljiv sistem so ti naši planeti, gibanje torej v našem Sonču je zelo dobro napovedljivo naprej in nazaj, če hočete. Zdaj, pri gibanju Sonca okoli galaksije, se pravi, da smo zamenjali planet s Soncem, pa Sonce z galaksijo, je na prvi pogled sicer podobno. Če pogledamo hitrost Sonca na tiru, kot piše, je približno 229 km/s in se gibamo zopet približno po krogu okrog središča galaksije in sicer je polmer tega kroga približno 8000 parsekov, kot rečemo radioastronomske enot, oziroma če hočete, je to približno 25.000 let potovanja svetlobna. Zdaj, tukaj rabite čisto preprost račun, to km/s grem, pa 2π krat tale polmer tira, poti moram narediti, koliko časa rabim za en obhod. Enostavno zdelite obe številki in dobite 200 milijonov let. Skratka, Sonce, seveda s tem tudi Zemlja, rabi 200 milijonov let, da pride enkrat okrog galaksije. Zdaj, če primerjate teh 200 milijonov let, 0,2 milijarde, proti tistim 4,6 milijarde, ki je starost našega Sonca, potem vidite, da smo tam dobre vage, 23, kaj takega šli že okrog. Kar seveda ni 200 milijonkrat, to je nekaj, kar je obvladljivo velika številka. Se pravi, na prvi pogled fantastično. Danes bom pogruntal za zvezde in ostale objekte, kako se gibljajo, pa z lahkoto lahko zavrtim čas nazaj v računalniku in izračunam, kako je ta stvar nastala. Žal čisto preprosto ni, namreč v našem Osončju je tiste motnje ostalih planetov, recimo na Zemljo, so bile pravzaprav majhne, medtem ko tukaj pa pravzaprav kar močno vpliva okoljni plin, pa zvezde, pa tako naprej, in se te motnje kar hitreje nalagajo, pa tudi manj natančno vemo porazdelitev vsega tega in zaradi tega ne upamo, recimo za Sonce, zavrteti teh 23 obratov nazaj, pa reči, kako je bilo takrat, ko je ta Sonce pravzaprav nastalo. Te motnje so prevelike. Treba iti pač nekam, kjer je teh motenj manj, v take bolj redke dele galaksije, tam se pa nekako to igro da počenjati. Se pravi, ideja bi bila zgraditi pravzaprav časovni stroj, kjer poznamo za zelo bolj veliko število objektov, kako se danes gibljajo, iz uporabo seveda gravitacijskih zakonov, ki jih poznamo, pogruntati, kako je ta veliki sistem naše galaksije nastal, posledično, kako so torej posamezni gradniki skupaj prišli. Zdaj, tukaj, rekel sem, tako bi radi naredili, ni problem na računalniku, problem do nedavnega, ki je bil čisto nepremostljiv, so bile meritve. Rabite meritve, se pravi, rabite za dovolj veliko število zvezd vedeti, kje so in kako se gibljajo. Zdaj, v tej naši galaksiji seveda imamo kar komplicirano situacijo, kaj vse najdemo. Tukaj imate dva taka schematična pogleda, ki bi jih videli, če bi lahko naredili tisto, kar seveda ne moramo v resnici narediti, se pravi, izstopili iz naše galaksije ven in jo od zemlje pogledali. Na levi strani jo vidite na lice, se pravi, navzdol pogledamo, na tak ploščadi disk, medtem ko na desni strani jo vidite od strani, se pravi, profilu, ta disk. Imate tudi označeno, ki je naše Sonce doma,
Kot vidite, absolutno nismo nič posebenega, tam je ena taka zelo povprečna zvezda, na pol poti do roba ali kakorkoli. In v tem smislu nič takega. Smo zvezda, ki pravzaprav paše v tisto, kar na desni piše tako zvani tanek disk. Okrog je še bolj razredčen, pa tudi ime pove nekoliko debelejši devu disk. V tem disku imate tudi takele, zgoraj pogledano se vidijo spiralni rokavi, se pravi zgostitve, plina pa do neke mere zvezd. Potem pa okrožno obdaja vse skupaj en halo, na sredi imate pa nekaj, čemur v angleščini rečejo bulge, mi pa pač nimamo imena, ker bi bila ena beseda, pa zato rečemo osrednja zgostitev. Se pravi, to so približno tiste komponente, ki jih imamo, in mi smo seveda zvezda v disku. Od tukaj lahko gledamo tale pogled, nam je samo nekako tridimenzionalna prezentacija, kako stvar dejansko zgleda, če lahko celo mi pogledamo. Seveda dodatna potrditev, da je to tako, je tudi dejstvo, da je to zelo običajna tako zvana spiralna galaksija, ta naša rimska cesta. Takih imate na nebu še polhen. V tem smislu smo nekaj zelo povprečnega in to daje dodatno draž celotni igri, namreč če bomo za to galaksijo, za našo okolico, kjer edino lahko to naredimo, pogruntati, kako je to nastalo, potem bo seveda to vsaj do nekaj mere uporabno tudi širše za galaksijo vesolja kot takega. Zdaj, rabimo meritve, sem omenil. In zdaj pri teh meritvah je tako, da žal je dostikrat življenje bolj težko. Se pravi, vi imate neko malo galaksijo, ki zaide v okolico naše galaksije, jo ta zajame, jo raztrga in te zvezde se gibljajo, kot se pač gibljajo. Sčasoma se bojo te zvezde, te galaksije čist pomešale, v tem primeru v splošnem, tistem okroglem delu, okrog, mu rečemo halo, in ne boste mogli več reči, katera je kakšna. Enostavno se zmešajo zvezde iz različnih teh pretikavih zajetih galaksij. Zdaj, situacija je torej na prvi pogled brezupna, če seveda se ne spomniš nekaj fizike. In ta fizika pa pravi, da se bojo pa nekatere količine, in take količine so energija, nekatere celotna vrtilna količina, pa kakšna komponenta vrtilne količine, kar dobro ohranjale. Se pravi, položaj se ne bo ohranjal, hitrost ne bo skozi enaka za vse zvezde, ampak v tem jeziku energije pa vrtilne količine bojo pa še zmeraj skupaj. Tukaj imate primer simulacije Amine Helmi iz leta 2000. Takole si je zamislila v jeziku vrtilna količina pa energija, eno tako združbo majhnih pritikavih galaksij v tem haloju naše galaksije. Na začetku simulacije, se pravi pred 12 milijardami let, potem je pa poganjala, kaj se dogaja z vsemi temi zvezdami v računalniku, upoštevala merske napake emisije Gaja, ker bomo o njej dal še kakšno besedo rekli, in dobila desno sliko, pri čemer sem pozabil omeniti, da različne barve označujejo posamezne galaksije. In kar boste se strinja, najbrž je, da desna slika seveda ni enaka levi, je nekoliko zmazana, ampak še zmeraj se da relativno dobro soditi, kdo je kdo. Se pravi, pravzaprav položaj v tem prostoru, energija pa vrtilne količine se kar dobro ohranjajo. To pomeni, če smo sposobni energijo zmeriti, zato rabite na drugim položaj zvezdo v prostoru, pa ste sposobni zmeriti pa seveda hitrost zvezdo v prostoru in podobno za vrtilno količino. Potem lahko govorimo, od kje prihaja posamezna zvezda. Torej, rabimo pravzaprav tele meritve. Rabimo, v kateri smeri zvezde vidimo, to je tole, kar astronomi označujemo. Rabimo vedeti, kako daleč v tej smeri je ta zvezda, se pravi z dve besedami, kaj je njena tridimenzionalni položaj v prostoru, kako hitro se giblje po kotu v eni in drugi smeri, recimo vzhod, zahod, sever, jug, pa seveda kako hitro se približuje in oddaljuje. Tele tri stvari vam dajo položaj v prostoru, te tri stvari vam skupaj z oddaljenostjo dajo hitrostni vektor, se pravi vse tri komponente hitrosti. Mi ste prišli pravzaprav v šestdimenzionalno dinamično sliko, kjer ima vsaka zvezda teh 6 številk izdanih. Obenem je pa še zelo dober, zaradi tega, kar smo govorili o tisti zelo stari zvezdi, vedeti, kakšna je kemična sestava zvezdne površine, se pravi, kakšna je kemična sestava te zvezde. Se pravi, kar potrebujemo je za čim večje število zvezd, po možnosti znatno število primerjavi s tem, ki jih je v galaksiji, pogruntati
kolikšne so teh 6 vrednosti, ki opisujejo položaj in gibanje in kakšna je kemična sestava. Zdaj, želje so eno, zmogljivosti so pa nekaj drugega. Ne? In do leta 2013 je šlo to zelo tako. Največji uspehi so bili satelita Hipparcos, Evropska vesoljska agencija, tam v začetku 90-ih let. Take stvari smo brez, rečemo, kemične sestave, pa brez hitrosti približevanja oddaljevanja, prav samo prvih 5 količin ne za tam velikostne leta 120.200 kitajska, kar ni zelo veliko. Ne. Zdaj pa so se stvari bistveno zboljšale. Zboljšale so se zaradi tega satelita Gaia, Evropske vesoljske agencije, izstreljenega decembra 2013. Po 5 letih bi moral končati svojo misijo, ampak to se pogosto zgodi, da stvari, ki so financirane z javnim denarjem, delujejo dlje, kot je bilo predvideno. Ne? In imamo gorivo dejansko do nekje sredine leta 2025 in zadeva odlično deluje, mnogo bolje, kot so bile specifikacije. Kaj je osnovna ideja satelita Gaia? Radi bi izmerali razdaljo, kako boš pogruntal razdalje do neke zvezde. Ja, vemo, kako se Zemlja in s tem tudi Gaia giblje okrog Sonca in pomeni, da se položaj opazovališča spreminja s časom, točno tako, kot seveda vemo, kako se spreminja. In zato neko zvezdo vidite v rahlo različni smeri, odvisnosti od tega, od kje jo opazujete na vaši poti okrog Sonca. Zdaj seveda pozna se pa še to, da se zvezda tudi sama premika, pa še to zraven upoštevati, ampak v osnovi je stvar zelo preprosta. Se pravi, tako kot vas jaz zdaj gledam z 2 očesoma, z 2 opazovališčema in bi lahko domneval, koliko delče prva vrsta stolov tukaj, ne mogoče so zaprl oči in segel tja, ne? Podobno lahko tudi delamo na primeru takega satelita. Ne? Zdaj, seveda, skrivnost ni v tej geometriji in tej preprosti sliki, skrivnost je v točnosti, ki jo potrebujete. Namreč, ta razlika med skrajnimi koti je tam kvečemo 1 ločna sekunda, tipično pa tisočinke in celo milijoninke ločne sekunde za tiste zvezde, kar nas zanimajo. In te koti so dejansko zelo majhni, se pravi, recimo Gaia je sposobna meriti približno 10 milijonink ločne sekunde, za občutek, kakšen kot je to. To je približno debelina, recimo, da mojega lasu, če bi ga zdaj opazoval en Američan, ki bi videl skozi Zemljo iz New Yorka, recimo, ne? Se pravi na razdalji nekaj 1000 kilometrov. Ne? To je popolnoma nora točnost, ki jo dosežete. Kar tukaj počnemo je, da dejansko merimo z 2 teleskopoma hkrati, zaradi tega vidite 2 odprtini tam na vrh kupole. In ta 2 teleskopa merita pravzaprav tako, kot eno šestilo, zelo natančno kote med zvezdami, med različnimi zvezdami v različnem času po celem nebu. In z teh dobesedno neštevilnih meritev, pogovarjamo se trenutno, jih je 500 milijard, kaj lahko rekonstruirate njihovo gibanje in njihov položaj. Obenem imamo pa na krovu tudi en tak manjši spektroskop, ki lahko svetlobo razkloni po valovnih dolžinah in do neke mere zmeri tudi hitrost približevanja, oddaljevanja preko Dopplerjevega premika. Zdaj, tole so približno številke od Gaie, se pravi za 1,6 milijarde zvezd imamo položaj, pa kako se svetle, od tega za 1,3 milijarde imamo tudi kako se gibljajo in kako so daleč. Potem pa druge številke, mogoče recimo trenutno je hitrosti približevanja, oddaljevanja, tista ta mala zelena zadeva, tam prek 7 milijonov teh številk. Zdaj, vse te številke so seveda mnogo večje od tistih nekaj čez 100.000, ki jih je imel Hipparcos. Se pravi, točnost je bistveno boljša, rang velikosti 100-krat boljša in ustrezno seveda tudi bistveno večje število objektov. Še vedno je pa to seveda racionalna misija, se je končno financirana z javnim denarjem, kar pomeni, da je milijarda zvezd rang velikosti 1% zvezd v naši galaksiji. Se pravi, ni res, da pomerimo vse, pomerimo reprezentativno vzorec, toliko, da te statistika ne more okrog prinesti. Tako kot medijalna, ki meri javno mnenje, ni treba, da vpraša vse Slovence, kaj mislijo, ampak relativno kar nekaj manj, pa imajo se nek občutek, kaj se dogaja. Zdaj,
kakšni so rezultati takih zelo dobrih meritev. Ja, nekatere stvari so zdaj pravzaprav adaptne. Tukaj imate eno znano krivuljo, ki ste mogoče že kdaj srečali. Na vodoravni osi imate razdalje središča galaksije v kiloparsekih, 0 je središče galaksije, mi smo približno na dobrih 8 kiloparsekih oziroma 25.000 svetlobnih letih, kot sem omenil. Na obični osi imate pa hitrost kroženja. In kar vidite, je različne črte, polhanih je navalanih. Tista, kar nas pravzaprav tukaj zanima, so te močne črne pike, ki imajo zraven, če dobro pogledate, tudi napake. Ampak te napake vidite, da so temeljito manjše, kakor so bile starejše meritve, ki so narisane z drugačnimi simboli. In so zelo dobro pokrite s tole rdečo črto, s to rdečo krivuljo, ki pač pove, da so ta hitrost samo zelo počasi manjša, ko se oddaljujete od središča galaksije, in posledično to nekako ni skladno z dejstvom, da bi rekel, se hitrost kroženja je pa od česa odvisna, od tega, koliko se daleč središča galaksije, kaj pa drugega, pa od tega, koliko snovi imate noter. In za snov bi človek na začetku rekel, ja, dobro, bom jaz vse zvezde pošteval, pa pogledal to, koliko je njihova masa, pa naredil knjigovodstvo, vsota je toliko pa toliko masa, toliko hitro se moramo gibati. Žal ne štima. Če pogledate, kaj bi dobili za zvezde, dobite tole krivuljo, se pravi sivo polno črto, in vidite, da je merjena črta precej višji, potem so pa slednji, kot znate sami prebrati, stvari razstavljene na različne komponente, če hočete, ta polna črna črta, vsekakor zvezde ne pojasnijo hitrosti kroženja zvezd. To je sicer že dolgo znan rezultat, ampak nikoli ti približno še ga nismo imeli tako natančno določenega. In posledično vemo, da če vzamemo recimo na razdalji 8000 parsekov, kjer smo mi doma, je razlika med tema dvema krivuljama približno 70% proti 100%, kar pomeni, da približno polovico mase moramo od nekje vzeti, ki jo ne vidimo v zvezdah ali pa recimo plinu in prahu. In ta moramo vzeti pomeni, da morate imeti nekaj, čemu rečemo temno snov, se pravi zaenkrat še neznan izvor snovi, ki prispeva to dodatno maso, da lahko razumemo takele večje hitrosti gibanja, kot bi jih lahko razložil samo z zvezdami. Potem se da še nekatere druge stvari z te krivulje ven dobita, recimo znotraj tega območja, kakšna je masa te temne snovi in kakšna je masa običajne snovi, in seveda temna je, kot je že dolgo časa znano, precej več, ampak zopet te številke imajo zdaj skoraj da nespodobno majhne napake, se pravi tam nekje 2, 3, 4 so kipsi pri 700 enotah, se pravi zelo natančno poznana stvar. Se pravi, stehtali smo galaksijo, stehtali smo njene komponente, njeno dinamiko, zdaj nekaj dobesedno 2 leti že zelo dobro poznali. Potem je tako, da če se pogovarjamo o naši galaksiji, v njeni okolici se najdejo manjše galaksije. Zdaj, ta najbližja, ki je podobne velikosti galaksije Andromedi, je 31, ampak tukaj je območje naše galaksije, je pa do pred 20 leti, dobrimi 20 leti, sta že 2, to sta oba Magellanova oblaka, veliki pa mali Magellanov oblak, pa pika. No, leta 1999 so potem odkrili Preklikovo galaksijo Strelcev, no, potem so jih odkrili pa še veliko. In zdaj vidite, da je dejansko ta številka trenutno pa 56. In kar je pohvale vredno, je, da so te male Preklikove galaksije, ki so vse v območju, gravitacijskem območju naše domače galaksije in jih pravzaprav počasi hrustamo, se pravi, počasi se dogaja kanibalizem, trganje plina, trganje zvezd in podobno. To je pravzaprav nek proces, ki je tudi v davni preteklosti zgradil našo galaksijo. Zdaj poteka sicer v manjši meri, ampak še vedno kar intenzivno. In to je seveda zelo dobra novica, zaradi tega, ker na desni imate sliko iz simulacije izpred dobrih 10 let, ki je na sredini narisala, kako bi izgledala taka galaksija podobna naši, potem pa polhom teh vijoličastih
malih pacvic, vidite, ki so te pritlikave galaksije, ki so bile napovedane, da morajo tukaj ne biti. Mi smo pa na nas vseh teh pikic imeli samo 2. Zdaj smo pogruntali, da so te ostale tudi lepo tukaj, smo jih skratka odkrili, vendar so bile pretemne, da bi jih opazili prej. Prav, zdaj vemo nekako njihov položaj, vemo njihovo gibanje in vemo njihovo sestavo. Zdaj, tukaj se stvari dogajajo na zanimiv način, ker če omenjamo temno snov, kar je bila nekako tukaj ena taka vodilna tema tega predavanja, sem prej omenil, da imamo še toliko bolj pritrjeno zgodbo, da temna snov seveda v naši galaksiji je, da lahko razložimo gibanje, ki jih vidimo, in pravzaprav večina snovi mora biti v tej obliki temne snovi. In do recimo pred parimi leti je bila domneva, da so, če pogledate eno posamezno to pritlikovo galaksijo, da imate ponavljanje iste zgodbe. Se pravi zopet hitrost zvezd, ki je najlažje oziroma pravzaprav edino možno merite radialno komponento proti vam oziroma preč od vas, hitrosti takih zvezd v taki pritlikani galaksiji. Da je ta stvar nekako takšna, da se te zvezde gibljajo prehiter, zato, da bi jih samo tista masa skupaj držala, ki je v obliki plina, pa prahu, pa seveda samih zvezd. In da zaradi tega rabite zelo močno dodatek temne snovi vsaki pritlikovi galaksiji. Recimo 5-krat, 7-krat, 9-krat več snovi je v obliki temne snovi kot v obliki običajne barionske, to pomeni v obliki plina, prahu oziroma zvezd. Zdaj, pred 2 letoma, tudi na osnovi najinih meritev, sem pa pokazal, da obstaja še ena možna razlaga. Namreč, se te galaksije niso nemir, te galaksije letijo skozi prostor, padajo proti naši galaksiji in se jim po poti kaj dogaja. Kaj se jim dogaja, taka nenavadna zgodba? Če narišemo na vodoravno os logaritem, se pravi, iz razdalje ustrezne pritlikave galaksije od naše rimske ceste. Na navpično os pa narišete, kakšen pospešek morajo čutiti te zvezde zaradi temne snovi, zato da je ta galaksija ostaja skupaj, kar tudi vidimo, da je skupaj. Se pravi, kolikšen je gravitacijski pospešek te temne snovi v posamezni galaksiji. Vidite, da v tem grafu se zdi, da imate tukaj le eno nagnjeno zvezo. Da bolj, ko je ta galaksija oddaljena od naše galaksije, se pravi bolj, ko je na desni grafa, nižja je vrednost na navpični osi, se pravi manjši je pospešek, pa če okrog obrnemo, če pride galaksija blizu naši galaksiji, se ta hitrost zvezd v njej pravzaprav močno poveča, kot da bi bilo več temne snovi, kar nekako ni logično, zakaj pa. Če bi čakal ravno zvezo, vidite pa nagnjeno zvezo. In kar so naredili tile gospodje, je, da so šli to stvar preračunati, da se stvar s tole simulacijo pravzaprav ilustrirali. Se pravi, kaj so naredili je, da so tak primer galaksije vzeli, tukaj da jo imate, tam je povečava, označena smeri in potem z različnimi barvami. Z rdeče je označen plin v naši galaksiji, v haloju, zeleno je, kot vidite, plin v tej galaksiji in s črno njene zvezde. In kot vidite, zaradi plinskih sil najprej odtrga plin proč, potem se pa te zvezde dejansko, ker imajo zdaj manj mase, ker je plin šel proč, razlezajo in še dodatno, ko čutijo plinsko silo naše galaksije, jih to razpotegne v tej smeri preč in k naši galaksiji, zato vidimo tako veliko komponento hitrosti približevanja oddaljevanja, ki je enostavno posledica plinske sile. Galaksiji odtrga plin, potem jo pa razpihne zaradi plinskih sil z naše galaksije. Skratka, opravka imamo z dinamičnim sistemom, ki je pravzaprav sploh ne rabite temne snovi, ampak je stvar čisto lepo razložljiva za tako dinamično simulacijo in z običajno snovjo. Tako da to je nekako presenetljiv rezultat, ki seveda ne pomeni, da temne snovi ni, pomeni pa, da njena zrnatost, se pravi, sesedanost v eni taki mečkani galaksiji, da tega nimate. Da se zdi, da se stvari nekako bolj tako gladke, kar bi pravzaprav človek tudi pričakoval, ampak kot rečeno, do nedavnega ravno te velike hitrosti gibanja v galaksijah, ko niso pomislili na te plinske sile,
so mislili, da morajo biti zaradi tega to potrebujejo veliko tam neslovitev noter. Zdaj, mogoče v tem drugem delu še par stvari omenim, se pravi, Gaja nam je dala, kot smo rekli, 6-dimenzionalni pogled, položaj v prostoru pa hitrosti, medtem ko seveda kemično sestavo zvezd je pa težje meriti. Gaja končno nima zelo velikih teleskopov in zaradi tega ne zbere dovolj svetlobe za kaj takega. In kar naredimo, je pomagamo na Zemlji. Zdaj, kar nekaj pregledov takega neba z Zemlje poteka ravno zato, da bi še bolje razumeli podatke iz Gaje. Pred lansko leto zaključen projekt RAVE, potem je kitajski projekt LEMOST, ameriški Apogee, evropski Gaia ESO, pa GALA, to je avstralsko-evropski. Zdaj tiste ta počrtane so tisti, pri katerih smo neposredno zraven. Zraven je napisano tudi število zvezd, ki jih opazujemo. In nekako, kar bom v glavnem govoril, je o projektu GALA. Zdaj, LEMOST je zelo dober sicer za neko zelo generalno sliko v kemični sestavi, ampak tako hitrosti kot podrobna kemična sestava pa žal ni sposoben dati, ostali pa dejansko imajo, kot rečeno, manj zvezd, ko bo več omenil projekt GALA. Zdaj, ta projekt GALA, ki teče v Avstraliji, merimo spektre, zaenkrat smo pri nekaj nad 800.000 spektrih, ki smo jih posneli, bomo brez dramatične muske. Skratka, poseben inštrument, relativno vredna stvar, 12 milijonov evrov vreden inštrument, spektroskop, ki meri 400 zvezd naenkrat in zato smo jih lahko 800.000 zaenkrat pomerili. Nadaljujemo seveda, kot vidite, gor je pozicioner optičnih vlaken, ki pač vsaka zvezda gre v svoje optične vlakne in potem analiziramo in primer potem, kje so posamezne absorpcijske črte v teh 4 območjih, kjer gledamo v 4 rokah, če hočete, za posamezne kemične elemente. Zdaj, spektri seveda so nekaj, kar se v javnosti ponavadi ne kaže, ker so to ene take zigzag krivulje, ko je človek nekaj dosti ne vidi, in vsekakor je to manj lepo, kakšen lep Hubbleov posnetek neba. Je pa res, da astrofizik pa tukaj ne marsikaj opazi, se nauči bistveno več kot iz tega posnetka. Iz posnetek je lepši, ta je pa bolj povedano. Sprav, kar imate tukaj namalano, je podobno kot prej pri spektrih, na vodoravni osi so valovne dolžine v desetinkah nanometra, na navpični osi je pa koliko je relativno svetlobe. Levo je primer enega spektra za 4 območji valovnih dolžin za zvezdo, ki ima relativno majhno, nizko temperaturo, pa je taka bolj velika zvezda, na desni je pa zvezda, ki je bolj podobna Soncu, pa ima nekoliko višjo temperaturo. In vidite zelo različne telenavpične zareze. Te zareze so posledica absorpcije posameznih kemičnih elementov v atmosferi te zvezde in z tega se lahko naučimo, iz česa je posamezna zvezda z dobro analizo teh spektrov, kot temu rečemo. Čista zgornja 2 grafa sta, kot vidite, povečave v manjših območjih. Zdaj, gre dejansko za relativno veliko podatkov, 800.000 spektrov, vsak spektr ima svojih dobrih 16.000 merskih točk. In kar lahko z veseljem povem, je, da je kolega Janez Kos na naši fakulteti tisti, ki skrbi za obdelavo vseh teh spektrov, se pravi, celotni avstralski podatki pridejo v Ljubljano, jih tukaj obdelamo, napol pošljamo nazaj v Avstralijo, seveda, tudi velik del interpretacije teh spektrov v naši skupini, se pravi, smo kar močno vključeni in seveda zaradi tega v naši fakulteti smo kar veliki porabniki elektrike, kar veliko računalniških poruč teče in da te stvari merjajo. Zdaj, rezultat je mogoče tukaj najbolj ilustrativno pokazan, en rang grafov. Vsak graf kaže logaritmično zastopanost posameznega elementa, recimo nikla, vedno v primerjavi z železom, kjer je tole logaritemsko, se pravi 10-krat več ali pa kot eno kot drugo, in to zmeri v primerjavi s Soncem. Se pravi, Sonce je bilo zmerjeno nič, vodoravna os je pa isto logaritemska zastopanost v primerjavi s Soncem za železo. Spet Sonce je bilo zmerjeno koordinati nič v tem primeru.
In kar vidite, je, da so te grafi, te površine, ki so nekako barvno kodirane, kažejo gostoto slučajev, ko imate posamezno kombinacijo kemične zastopanosti nekega elementa proti železu. In vidite, da so te, rečemo temu kaplje, imajo različno obliko. Različni kemični elementi v naravi imajo različne načine, kako lahko nastajajo, po različnih načinih jedrskega zlivanja, in zaradi tega seveda je ta oblika različna in preko tovrstnih stvari se torej učimo, kako posamezni kemični elementi nastajajo, v kakšnih zvezdah in podobno. Torej seveda samo kumulativen graf za teh svojih skoraj 600.000 zvezd, v resnici pa seveda vsako pikco poznamo, kateri zvezdi pripadajo in vse njene ostale lastnosti. To je zaenkrat najbolj popoln pogled zvezdne kemije, ki ga imamo zaenkrat, za takole približno 30 elementov ni nobenega drugega pregleda. V tem smislu je to najbolj velika moč projekta Galan. Zdaj, tukaj je bilo pa nekaj rezultatov, ki so bili dosti odmevni in nedavni. Eno je za eno tistih komponent, ki sem omenil, tako zvani debeli disk, je bilo dolg časa problem, kakšna je zastopanost tako zvanih kovin, se pravi elementov težjih od helija. In ta stvar se je v logaritmičnem merilu kar močno spremenila, se pravi, teh elementov je bistveno več, kot smo mislili. In posledično smo se nenadoma začeli lepo ujemati z drugimi metodami, recimo z metodo zvezdnih pulzacij, ki mu rečemo asteroseizmologija, tako da se zdaj ujemata obe dve metodi po rezultatih, to je vsekakor koristno in dobro. In ta zadnja stvar je, da lahko iz tega določimo tudi starost, recimo te komponente, tako zvanega debelega diska, ki je nastal za takimi zajetji, v tem primeru pa že nekoliko večji galaksij pred približno 10 milijardami let. Zdaj, tukaj se da dodati tudi recimo kemijo plus dinamiko. Stvar je malo komplicirana, ampak kljub samo, če probam razložiti. Recimo levo zgornji graf boste videli neko spiralo. Ta spirala je nekako barvno kodirana, na desni imate barvno skalo, je kodirana s tem, kako hitro zvezde krožijo okrog središča galaksije. Potem imate pa na navpični osi, kako hitro se gibljejo v smeri pravokotno na disk in na vodoravni osi, kako daleč so od diska. In zdaj je malo komplicirano to razmisliti, ampak če ta disk niha v navpični smeri, tako kot nekakšna opna, potem boste dobili takole spiralo. In to je prva meritev, da smo to spiralo nekako videli s tako točnostjo in sploh s takim obsegom in potem pojasnili, ne bom šel v podrobnosti, kako je ta v bistvu disk najverjetneje nastal, da niha tako na navpični smeri. Vsekakor je pa popolnoma jasno, da je ta navpično nihanje tako kot nekakšna opna tega diska, posledica tega, da je relativno nedavno, pred pol milijarde let, ena še kar masivna galaksija pravzaprav trčila v naš disk in ga vzbudila tako kot neko opno, da niha. Se pravi, nenadoma je naša galaksija, ki je bila cel čas smo mislili, to je staro, 10 pa še malo več milijard let, to je vse umirjeno, vse v ravnovesju, vse krasno. Ne, nič takega ni, marsikaj se dogaja, marsikaj zelo dinamičnih procesov. Obenem pa lahko take stvari pravzaprav spoznamo, če kombiniramo seveda dobre meritve. Zdaj tukaj le omemba dobrih meritev. Ko vidite na navpični osi, imate v primerjavi s 55 km na sekundo, barvna skala pa par kilometrov sekunde razlika vse skupaj obsega. To pomeni, da lahko zelo dobre meritve hitrosti. Tukaj smo spet malo v Ljubljani prispevali. Se pravi, kar smo ugotovili, je, da klasični način merjanja hitrosti zvezd, ko vzameš na teoretičen izračun, kako bi moral spekter zvezda z nekimi parametri izgledati, pa da primerjaš z opazovanjem, pa vidiš, kakšen je premik, ta stvar ni najboljša. Dosti boljši je najprej narediti nekaj, kar imate tam na desni, en tak majhen izsek ilustrirano, pravzaprav vzorčni spekter, neke sorte povprečen, medijansk, kako hočete, spekter opazovanih zvezd, ki imajo določene recimo vrednosti temperature, kemične sestave in drugih parametrov,
kajti če imaš 800 tisoč spektrov, potem se jih da na ta način povprečiti in dobiš lepe, popolnoma brezšumske spektre, ki so opazovani spektri. Pa tega brezšumskega primerjaš z najboljšim teoretičnim modelom, ki ga imaš, prednost je, da si zdaj brez šuma, pa da si kakšne druge sistematične napake lahko odpravil in potem v taki dvostopenjski stopnji, se pravi najprej moj proti takemu medijanskemu opazovanemu, potem pa medijanski opazovan proti teoriji, dobite bolj točne radialne hitrosti. Poudariti moramo, da v slovenščini ločimo med točen in med natančen. Natančen pomeni ponovljiv, točen pomeni pa, da je res, da skratka je blizu neke sorte resnici. Zdaj, kar vidite, je, da tipična točnost teh meritev hitrosti je tam približno 100 metrov na sekundo, 0,1 km na sekundo. To je najbolj točno, kar imamo do zdaj zmerjeno, ni pa najbolj natančno. Recimo takrat, ko so merali, kar sigurno poznate, iskali so planete okrog drugih zvezd, tam je važna natančnost, ponovljivost, spremljivost, torej hitrosti zvezde, ko krožijo okrog skupnega težišča s kakšnim planetom. Ni pa važna točnost. Mi rabimo pa točnost, zaradi tega, ker pri točnosti pomeni, da lahko različne zvezde med sabo primerjamo, njihovo dinamiko primerjamo, časovni stroj uporabljamo in tako naprej. Zdaj, ta stvar je pa tudi pa, smo jo uporabili za par takih ilustracij. Ilustracija tam na desno zgoraj, spet ne bom šel v podrobnostih, je, da smo pogledali na tako skupino, odprto razsuto kupico M67, zelo znana skupina zvezd na nebu. In kar smo pogruntali, je, da tudi ta, podoben, kot smo prej o tistih pritlikavih galaksijah govorili, ni nekako v ravnovesju. Tistale črta na srednjem grafu, ki piše VR, radialna hitrost kaže, da se pravzaprav počasi vsaj njeni zunanji deli širijo, da ta kupica na nek način diha. Razlog je najbrž to, da je pred približno 40 milijoni let šla skozi naš galaktični disk in jo je ta zmotil in potem ima zopet enkrat stokrat pa radialno gibanje te kupice. Zdaj stvar je isti rezultat, dobite, če uporabite podatke ameriškega projekta Apogee. Je pa res, da če pa uporabljam, treba pa priznati, da ta interpretacija in ti rezultati relativno dobro in močno sledijo na meritvah Gaje. In če je meritve Gaja narobe, potem se pa lahko zgodi, da se seveda tudi ti rezultati spremenijo. Tako da zaenkrat je to, rečemo, domneva, da vidimo prvič v taki razsuti kupici nekako neravnovesno dihanje kot posledica motenj, ko je tam skupina zvezd gre skozi galaktični disk. Zdaj, seveda, takele kupice se da proučevati še kako drugače. Spet samo na kratko ilustriram rezultat od Janeza Kosa. Kupica Pustosevci, zelo znana na levu, zdaj se v letu drugi polovici nočnišnje, ker pač prihaja zima. In če pogledate tale graf na sredi, na vrh, tam 1 pa 2 piše, po kemični zastopanosti je 2 zvezdi, ki sta precej daleč iz te skupine, identificiral kot zvezdi, ki jih je vrglo ven. Se pravi, da sta pred nekaj milijoni let bili izvrženi iz te kupice. To je stvar, ki jo že dolg časa domnevamo, da te kupice seveda niso zelo trajne, s časoma razpadajo. Zdaj pa nekako vidimo konkretno, katera zvezda je bila nekdaj članica, danes pa ni več. Se pravi, ta proces se nekako da videti tako uživo v vesolju s temi podatki. Recimo, pogled mogoče še na Oriona, ki tudi zdaj prihaja na nočno nebo. Orion je znana zvezdna porodnišnica, se pravi območje, kjer nastajajo nove zvezde. In imamo prvo določitev, spet rezultat od Janeza Kosa, da imamo dve skupini teh posameznih gruč, ki sta različno stari. Ena nekje od 11 do 13 milijonov let, zraven je pa naša skupina, ki je starejša, tam nekje 20 do oziroma 21 milijonov let. In z tega je lahko rekonstruiral, kako pravzaprav je potekalo kemično obogatevanje ene z drugim. Ali je tale skupina obogatila te tam mlajše z svojimi produkti, ugotovil je, da je rezultat ne, kar pomeni, da recimo lahko za 20 milijonov let nazaj
predvsej gotovo rečemo, da tukaj ni bilo nobene eksplozije supernove, ki bi kaj takega naredila. Se pravi, do neke mere se da z današnjih meritev rekonstruirati zgodovino. Ne? Potem mogoče tako malo še ilustriram, kaj je naša skupina rezultatov. Maruša Žerjal se je specializirala na iskanju mladih zvezd med temi opazovanimi podatki Galaja. Iskala jih je po prisotnosti litija, kajti litij v zvezdi relativno hiter razpade. Takrat, ko sredica doseže 3 milijone stopinj, se tam začne litij spajati v težje elemente, ker je taka zvezda se meša po celem volumnu, tega litija zelo hitro zmanjka tudi na površini. Torej vidite pri taki relativno mladi zvezdi absorpcijo litija, potem veste, da je mlajša od te starosti, ko bi imela v sredini dosegla temperatura 3 milijone stopinj, kar pomeni, da na nek način jo datirate, kar se tiče starosti, in jo odkrila dobrih 3000 tovrstnih zvezd. Pa recimo še en rezultat od Gregorja Travna, on uporablja pa umetno inteligenco, z njo spektre razporeja mašina sama v posamezne skupine in je med njimi ugotovil kar veliko primerov, ko smo se ugotavljali, da ste pravzaprav to dve zvezdi, ki krožita okrog skupnega težišča, imata primerljivost svetli, se pravi našli svojih 6000 tovrstnih dvojnih zvezd, pa seveda še kakšnih drugih tipov. Skratka, umetna inteligenca je nekaj, s čimer se relativno veliko igramo, če bi mogoče specialist razne tehnike, kot je TISNI, so tukaj v igri, ki nam pravzaprav razpoznavajo lastnosti opazovanih podatkov. Mogoče še rezultat od Klemena Čotarja, uporabuje kombinacijo Gala opazovanj, ki povedo, da so nekatere zvezde zelo podobne na spektre kot Sonce, na drugi strani so pa svetlejše in svetlejše so v nekaterih primerih popolnoma jasno, zato ker to ni ena zvezda, ampak so 3 enake zvezde, ki jih vidite v skupni skupini, skratka kot trojnico. In je gotovo, da približno 2% zvezd na nebu je takih, da so vse 3 zvezde zelo podobne. To, da so trojnice na nebu relativno pogoste, se nam že dolgo časa zdi, ampak je to zelo težko odkriti, a imate dejansko 3 zvezde, kajti ponavadi vsaj kakšna od njih bistveno temnejša, pa jo ne boste opazili. V tem primeru je pa ta stvar šla tudi kombinacija zelo dobrih gajnih meritev razdalje, plus seveda poznavanje lastnosti spektrov teh zvezd. Podobno umetna inteligenca, ki tudi kakšne eksotične objekte ven vrže, tukaj na primer zvezd obogatenih z ogljikom, tiste skupince tam neoznačene, so take zvezde, ki imajo zelo veliko ogljika in te zvezde so zanimive, ker je to značilno, da je obogatena površina zvezde z ogljikom, ker ga odplakne na površino, tako zvani angleščini dredge up, se pravi, pomeša se na površino ta ogljik, ki se je nastal v globinah zvezde, v bližini zvezdne sredice. In seveda me zanima, kako se to dogaja, katere zvezde so v tem primeru starejše in tako naprej, kot vidite tukaj na približno 1000 oziroma 900 novih tovrstnih zvezd. Mogoče še proti koncu. Takole merjanje za spektroskopijo, podrobno po valovnih dolžinah, analiza kemije je zelo privlačno, ampak zelo drago. Drago v tem smislu, da potrebujete relativno velik teleskop, pa predvsej opazovalnega časa, da to naredite. In ni upanja, da bi za vso milijardo ali kaj podobnega zvezd, kot jih opazuje Gaja, lahko naredil to vrstno analizo. Obstaja pa ena druga, stara, klasična možnost, ki smo jo zdaj probamo testirati, in to je, da bi vzeli barvna stekla s tako ozko prepustnostjo tam, kjer so te posamezne črte, recimo v tem primeru kalcija ali pa železa, in bi za to vrstno primerjalno fotometrijo lahko ugotovili, koliko bi morali biti v teh zvezdah teh elementa, se pravi kalcija oziroma železa, kar bi bil samo po sebi seveda zelo pomemben prvi korak pri določanju kemije te zvezde. To je stara ideja, več 10 let stara, ampak ga je prinesla pa to, da dejansko parametre te zvezde, ki močno vplivajo seveda na prisotnost teh črt, zdaj poznamo. In ker jih poznamo, lahko upoštevamo to in upamo, da bomo na ta način precej bolj efektivno, precej bolj preprosto prišli do neke osnovne informacije o zvezdni kemiji, potencialno za zelo velik zvezd. Zdaj, če se bo stvar zaenkrat še v delu, če se bo skazala kot dobro,
zaenkrat je stvar vsaj, rečemo, v nekem generalnem planu omenjena za naslednico misije Gaia, tako zvani Gaia Infrared, ki bo pa seveda šel v vesolje, takrat, ko bomo že zdavno v Zimi. Zdaj, nasplošno skupina precej aktivna, začele so se dogajati tudi mednarodne konference pri nas, ljudje me grozno všeč priti v Slovenijo, ravno ta vikend smo dokončno pogruntali, da kar bom tega nesrečnega COVID-a konc, upajmo naslednjega julija, bomo naredili še eno tako konferenco v Ljubljani in dejansko, recimo tale konkretno tik pred COVID-om je bil nekako tako rekoč največji miting galaktične arheologije v tistem letu, tako da pač seveda smo veseli, da ljudje ima interes priti. Zdaj seveda zaključam s tole prosojnico, ki se bo marsikdo nasmehnil. Sam bi rekel, ja, počasi začenjamo razumeti, torej, kako so stvari zacukane, ni pa popolnoma jasno še, kaj vse tam noter. Se pravi, stvari se nekako odločno premikajo, Gaia je premaknila stvari, tehnologija optičnih vlaken, hkratnega opazovanja veliko zvezd je premaknila stvari, v bistvu dosti boljši, kot smo si to obetali. Je pa seveda to eno področje, ki je zelo živahno in ki napreduje, in seveda čez 10 let bo to na nek način nadgrajeno. Ampak razveseljivo je, da se stvari delajo. Hvala lepa. Na vrsti vprašanja. Prosim. Smem, kaj je mišljeno pod izraz galaktična seizmologija, kako si že rekel? Ja, asteroseizmologija. Aster je zvezda, seizmologija je seizmologija. Zdaj, gre za analogijo. Na Zemlji je kateri so merstvo, kako hočem to prevesti, se pravi seizmologija, tista veda, ki nam je povedala skoraj da vse, kar je noter v Zemlji. Preko meritev potresnih valov na površini in preko seveda poznavanja, kako se njihova hitrost in absorpcija dogaja in tako naprej v plasteh z različne gostote in podobno, lahko vidimo v našo Zemljo in vidimo mnogo globe, kot seveda je tisti na veliki, ki dosega vsega skupaj nekaj kilometrov. Nekaj podobnega se dogaja pri zvezdah. Zvezde so seveda plinaste, niso trdne, ampak nič hudega, tako lahko nihajo. In to počnejo, se pravi nihajo in podobno se njihovi, rečemo, podobni valovi, rečemo potresni valovi, se na neki daljši način širijo po zvezdah. Tisti z najdaljšo valovno dolžino, najnižjo frekvenco pridejo lahko tudi zelo globoko. In če vi opazujete, kako je svetla neka zvezda, skozi dolg časa, bistveno je, da imate dolgo časovno skalo, recimo par mesecev, potem se da te posamezne resnice precej živahne, nihajne načine med sabo razgraditi, pomeriti, koliko je kakšen močan, in iz tega ugotoviti, kakšni strukturi zvezde ustrezajo, kako gre gostota noter. In to pa nenadoma pomeni marsikaj. Če jaz vem, kako se gostota spreminja z globino, podobno kot pri Zemlji, torej tudi pri zvezdi, potem lahko ob tem, da je zvezda seveda v ravnovesju, pogledam, iz česa je tisti notranji del. Recimo pri Zemlji je to eden od razlogov, zakaj vemo, da bo kakšen železo pa nikaj tam nije. In podobno tudi pri zvezdah. Pri zvezdah je stvar večkrat bolj dramatična, ker vidiš zelo lep prehod, ko grejo te valovi na tisto območje sredice, kjer nastajajo novi elementi in kjer imaš bogateno s kemičnimi produkti jedrskih reakcij, ki so se zdaj zgodilo v tej zvezdi. Okolica je več ali manj taka, kot je bil material, ko je zvezda nastala, notranjost je pa obogatena. In seveda, ta obogatitev s časom se spreminja. Se pravi, če ugotoviš, koliko je tega zgoščenega, drugačne kemične sestavine notranjega dela, lahko pogledaš, koliko je zvezda stara. In oba veva, da so zvezde ženskega spola in pozadnja stvar, ki ti bo povedala, je starost. In iz tega sledi, da smo dobili na ta način možnost meritve nekaterih fundamentalnih stvari. Da se nekaj o masi reči, da se nekaj o starosti reči. Ta tehnika je zdaj stara 20 let, še zmeraj zelo napreduje
je zelo draga, ker morate dobesedno zelo dolgo serijo, recimo satelit Keplerjev, ogromno tudi naredil. To dejansko obliko, spreminjanje oblik zvezde meri. Ne merijo spreminjanje sija, koliko je svetla. Ampak to je tako, na recimo rangu velikosti 10 milijonink, recimo, se pravi 10 na minus 5. Točnost Keplerja je bilo nekajkrat 10 na minus 600, oziroma ne točnost, natančnost moram reči. Tako da to je občudovanja vredna točnost. Dva veva, da z Zemlje smo sposobni imeti na 1% ali pa na mogoče nekaj tisočink. Tukaj gre za faktor 1000-krat bolj točen boš biti. Pa vse roka. Nenadoma nobena stvar ni več stabilna, potem pa zadosti meritev, zato da lahko razgradiš po posameznih nihajnih načinih. Skratka, dolg čas je treba meriti in dobiš rezultate. Kepler je to počenjal, tako da je dobesedno par let gledal tisto območje v bližini, kaj je to Labuda, tistih svojih dobrih 100 000 zvezd na ta način pomeril, smo se veliko tega naučili, pa veliko planetov odkrili pa tako naprej. Zdaj so pa druge misije, recimo TESS trenutno meri, to je spet ena ameriška misija, ki je meri malo širši pogled neba, pa zato več tam bolj šlampasto, skratka več objektov, ampak manj natančno. Pa potem enega leta 2026 prihaja Plato, to je pa misija Evropske vesoljske agencije, ki bo imela pa en tak hecen koncept čisto večkrat teleskopov, ampak veliko, pa zato spet velik pogled neba. Tako da ja, stvari zelo napredujejo, je pa ta astroseizmologija tehnika, ki v bistvu vsi smo bili presenečeni, da tako dobro dela. Ker se sliši kot nekaj precej norega, da boš pogledal preko nihanj in posledično rahlih sprememb visija gledal v zvezde, ob tem, da je zvezda še zmeri, seveda jo ne razločiš, vidiš samo kot eno piko in vsoto, meriš vsega skupaj, pa se da. Tako da dejansko je pa, kot rečeno, sem rekel, ne gre za vsako zvezdo, pa draga tehnika, čas si moraš vzeti, ne moraš reči, da zvečer bom pomeril, koliko je ta zvezda stara, ne. Naslednjih 6 mesecev pa to je počinjalo, tako da, ja, traja. Hvala. Še kakšno vprašanje? Izvolite. Prikazali ste spektr zvezde, kjer so tisti pojenki, recimo oziroma ne pojenki, pri različnih elementih. Kako pa vemo, kar seva zvezda od spodaj, kar načelno tega ne seva, kar je tam prikazano? Tukaj malo seva, in zaradi tega vemo, da je na poti od svetlobe, ki prehaja od spodaj, ta element, ki absorbira. Medtem ko spodaj, bolj globoko v zvezdi, imate pa tehnično rečeno, ste pa zelo blizu spektru črnega telesa. Se pravi, so vse valovne dolžine enake zastopane iz zelo preprostega razloga, tam se pravzaprav nikamor ne vidi. Če bi se zdaj vidva potopila v sonce, seveda moramo malo paziti, da ne bo prevroče, ampak če bi šla noter, v soncu se vidi takole, slab centimeter daleč nekje noter v soncu. To pomeni, ni tako kot megla ljubljanska, ampak je tako, kot če greste v ljubljansko mlekarne, pa bi vas pustili v bazenu mleka plavati. Je to gdel se vidi. Kar pomeni nikamor. In ta nikamor pomeni, da vse, kar jaz vidim, je praktično na isti temperaturi in to je črno telo. Zdaj, ko perete pa po površini zvezde, se pa stvari začnejo spreminjati, ker po naravi stvari bo tam na površini zmanjkalo materijala in je zaradi tega seveda precej redkejši, ko greš v zgornje plasti. In se dlje vidi. In stvari niso več po ravnovesju, malo vidim, da so različne temperature, različni pogoji v različnih smereh in zato pride do te absorpcije. Tako da tam samo podere ta zgodba črnega telesa, kar je pa seveda za astronomije velika sreča, ker na ta način lahko pogledamo okrog obrnemo, če seveda to fizikalno zmodeliraš, iz česa je ta zvezda. Drugač ne bi bilo možno. Če spektr zamakne zaradi gibanja, Povemo, da naprej tam, kjer je, če pa zamakne. Zamaknenje v resnici relativno malo, to je prvi komentar, če vzamemo tako na počeški številka, recimo zvezde v naši okolici, približna številka bi bila, se gibljajo recimo s 30 km na sekundo glede na Sonce. 30 km na sekundo proti 300 000 km na sekundo svetlobne hitrosti je 1 proti 10 000, kar pomeni za eno 10 tisočinko valovne dolžine je zamaknjeno.
To pomeni, da je zamaknjen in tudi na ta način dobi hitrost približevanja, oddaljevanja. Ampak v bistvu ni dvoma, kdo je kdo, pa predvsem vse črte so za enak delež zamaknjene, za isto 10.000. Tako da to je samo en premik, v logaritmičnem merilu premik, drugače pa dober razteg sorazmerno z valovno dolžino. Tako da tukaj to se da rešiti. Ja, eno precej tako laično vprašanje. 58 teh pritlikavnih galaksij v območju naše Rimske ceste. Kaj zdaj pomeni v območju? Jaz nimam občutka za kiloparseke, megaparseke. Kaj to pomeni glede na disk ali pa glede na halo? Tako, diska oziroma zveždže kar kmalu zmanjka. Mi smo, kot smo rekli, na 8.000 parskih, 25.000 letih potovanja svetlobe. Že tukaj je bolj redek, kot je v centralnih delih, da gre še 2-3krat ven, ga dejansko zmanjka. Tako da, kar imaš potem na ven, je zelo razredčene še posamezne zvezde v halo in tako naprej, predvsem imaš pa tam naslov. Zdaj, koliko del sega območje naše galaksije? Ja, to je tako kot parcele, kdo je komandant. Se pravi, tole paše k moji hiši, zato ker sem jaz bližje kot moj sosed. Ker sem pa pri sosedu, je pa on komandant. V tem smislu se deli. Zdaj, kdo smo mi s sosedom? Ja, sosedna velika galaksija je galaksija Andromeda. In ta je oddaljena približno 2,5 milijona let potovanja svetlobe. Se pravi, 2,5 milijona, je bilo pa 25.000, vidva, da je pač vmes en faktor 100. In ja, približno 50-50 imamo. Se pravi, tam nekje na kakšnem milijonu pa res nehaš dovolj, da je to del naše galaksije, oziroma gravitacijskega. To se pravi, območje naše galaksije je bilo mišljeno območje, kjer ni drugih galaksij. Kjer je prevladuje drugih tako velikih, rečemo temu. Ker si nisem predstavljal točen, kaj ne bi bilo območje. Ja, ker tukaj je tako, da nerodno je kako nekaj poimenovati. Čemu se zdaj reče galaksija? Če rečem galaksije, take spiralne, kot je Andromeda, pa recimo galaksije v trikotnik, tako naprej, približno znotraj faktorja, kvečemo nekajkrat gor dol, enak velik pa enak masiven. Pa imaš pa te pritlikave galaksije, to so pa včasih take brezžetne zvezde, zato jih tudi nismo poznali. Se pravi, to je pa zadeva, najmanjše so recimo velike 500 let svetlobnih počes. Čisto malo. In v tem smislu je to res pritlikavo. Deloma tudi zato, ker smo ravljuki. Se pravi, šla že parkrat skozi disk, pa smo izlekali ves plin, kot smo prej videli na tisti simulaciji, pa še marsikakšno zvezdo je že izgubila, in smo mi vzeli za svojo, tako da galaktični kanibalizem deluje. Hvala. Sam še ena sugestija mogoče, jaz sem pred časom moral uporabiti izraz bolč. In sicer za nekaj, kar vrč trdi. Mogoče, ker je še glasovno podobno, bi bilo bula kar v redu. Bula? Ja, bula je meni všeč. Zdaj seveda, kako bi rekel, a je lepo, ali ne, je treba razglisati, ampak to bi mogoče človek, kozarc piva, najprej si napravče, da bi pogledal, da je to v redu, ali ne. Zdaj, je pa res, da seveda bula ima še druge promene v slovenščini, papaška bula, recimo, tako da se mi zdi hvala, zanimiva sugestija, ampak jo bom prespal, bi tega človek rekel. Jaz bi samo to vprašal še, kaj je gospod rekel tudi o tem haloju, stran od centra naše galaksije. A to je, se pravi, kaj razvečen plin, razvečeno manjše število zvezd? Tako nekako, ja, se pravi, tam so relativno redke zvezde, tipično tiste, ki se začnejo naše območje od drugod, to se bi tudi tukaj sestavili, to so tipično stare, pa tako naprej. Potem imate nekaj vročega plina, o tem nisem govoril, sem kar tisto rdečo na simulaciji, bil tisti vroči plin. Ta vroči plin je vse povsod in ta vroči plin ni tako zanemarljiv. To ni plin, s katerega zvezda nastaja, to je nek plin, ki se nikoli ni zgostil, pa se največ tudi na pol zvezde in je drugač običajen plin, se pravi vodik, pa helij, pa tako naprej. In ga je v resnici kar velik, če vzamete, ker je veliko volumna, pa ne govorimo samo našega galaksije, če bi vzeli večje območje vesolja, gre približno toliko, kar vsega v zvezdah plus
običajnem plinu in prahu skupaj. Kar pomeni, mislim, kaj je, dobre 4% te tako zvane varionske snovi, 2% je potem vročem plinu. Tako da ta je pomemben in recimo to je bila ena stvar, ki je bila pomembna v tej simulaciji, da se jo upošteva, trenje nekako s tem plinom. Pa seveda imate tam zunaj, kot rečeno, tudi temna snova. Ona je predominantna, vse meritve kažejo res doma v tem sfernem območju, tudi vedno na osnovi recimo dela glavnih Maruša Bradač, ki zdaj prihaja k nam za profesorca, smo seveda tega zelo veseli, tako da je pokazala, da je ta temna snov dejansko, da ne trg, da je to neka snov, ki je collisionless, se pravi, nima trenja, ne sodeluje z običajno snovjo nekako. In zaradi tega nekako se drži bolj narazen, ni se skupaj sesedla, tako kot običajno snov, kjer se dva trčta, pa se potem oba dva ustavlja. Tukaj gre te karnini in ohranjate kakšno energijo, pa kakšno količine tako. Tako da ta je dominantni vir mase v temnosti v tem haloju. Je pa tako, da seveda žal pa nismo prišli še zelo naprej do tega, iz česa je ta nesrečna temnost. Ne znam odgovarjati, kot vse kaže, so to seveda nek neznan elementarni, masivni elementarni delec. Ne more biti pa kakšna črna luknja in ne more biti kakšna običajna snov, kar so stesti že vse pravzaprav zelo dobro, čista zelo neverjetno bilo, da so tukaj še izkusili. Tako da ga pa še iščemo. Čudno se obnaša, če se začne spline z opnico ali pa sam. S fiziko je pač tako, kot vedno v znanosti. Ti imaš najboljši model, ki ga trenutno imaš in razlago, bo sigurno ta razlaga nadgrajena, ker bomo kaj po to temo bomo razumela. Ponavadi se nadgradi in dopolni, ne pa dobesedno vrže. Včasih pa tudi vrže, ni bilo zabavno kar vrže, ampak ponavadi ne rata, tako bom rekel. Tako da, neka nadgradna bo in seveda to bo tudi velika nadgradna fizike osnovnih delcev. Ker če bo to najbolj pogost delci v vesolju, pa zaenkrat manjka, pa očitno še ne bilo vse. Tako, spet eno najvišje vprašanje, je temna snov tista, ki se bliža masi, tej vidni, ali je masa tista, ki se drži temne snovi? Lastnost temne snovi je masa. Lastnost tega delca je, da ima tok pa tok mase. Tako da je to tako kot vsak drugi delc, samo da je to tak delc, ki na nek način ne sodeluje z drugimi silami. Recimo atomi sodelujejo med sabo s kakšnimi elektromagnetnimi in tako naprej. Ta z elektromagnetno močno šibko ne, samo z gravitacijo. In če to namreč ne bi bilo tako, potem bi videli posledice teh trkov, bi lahko videli, kam energija gre, neko sevanje bi moralo ratati in tako naprej. Zelo so se matre zaenkrat nič takega opazili. Vedno je seveda možno, da je stvar še vedno stropi nižji, ampak ne zgleda, res ne zgleda. Tako da zaenkrat mislimo, da mora biti nekaj, kar ne interagira s tem, kar samo po sebi ni nemogoče. Sej, kaj pa vem, nevtrini tudi čutijo samo šibko interakcijo, vse ostalo ignorirajo, kaj smo. Tako pač to je. Ta pa pač čuti samo gravitacijo, pa nič drugega. Mogoče imam eno vprašanje. Ta galaktični striptiz, a ste mogoče tudi potem v tem repu opazili kako razliko v masi oziroma v možnosti prepoznavanja atomov takih? Mogoče bom pustil, nekje bi naša kakšna prezentacija na to temo. Ko neka galaksija zaide v našo galaksijo, se zgodi marsikaj. Eno je tisto, kar smo videli, plin. Plin, kot rečemo, žargono šoka. Plin, da je pa ostalo, to je šok, ki na koncu dan se greje, vse soke vidiš. Zvezde, zvezde ne. Zaradi tega, ker zvezda je pravzaprav ena taka žoga, precej gosta, pa precej mehna, delče bi sosedne zvezde. In zaradi tega letijo skozi. Zvezde se nikoli ne zaletijo, ni šans, primarjamo gostote, da se kaj takega zgodi. Ampak zvezda čutijo nekaj drugega, čutijo dinamično trenje, kot rečemo. To je ta zgodba, če bi jaz zdaj recimo imel veselje, da bi tekel nimbus, kot zvezda iz nekega druge galaksije, bi se kaj zgodilo. Tisti, ki so pred mano,
nekako še ne bi vedel, da prihaja, ravno če bi gledali. Tisti, ki sem pa že šel min vas, bi pa seveda, ne vem, če me imate zelo radi, kot je to pri gravitaciji, bi radi proti meni zavili. In če bi jaz tekel čez tako mirujočo množico so zvezde moje galaksije, medtem ko jaz sem pa predstavnik neke druge galaksije, se bi sčasoma za mano nabralo večje število sledilcev. Posledično bi me to bremza ustavljal, bi me kot zvezdo ustavili in bi na ta način se na koncu zgodilo to, da bi jaz postal član vaše množice, ustavil bi se. To je ta dinamična trenja. In to se dogaja. To je bilo gravitacijsko? Gravitacijsko se bremza, ravno zaradi tega tudi ta čisto efekta, tako kakor pa vem, ladja, ko potuje v val in znotraj vala že ve voda, da je šla ladja min, spred pa še ne ve, da ladja prihaja, podobne zgodbe. Zdaj, tukaj je tako, to očitno lepo trga pred zvezde, in tudi včasih malo izklepi, pol rečemo temu, ali kanibalizira, kako hočete uporabiti izraz, pa ta moja Potikova galaksija. Obenem pa, kar se dogaja, je tudi to, da se bojo zvezde malo ustavile. In prva stvar, ki se bo zgodila, je, da bojo torej zaostale zadaj. Če bi imel obratni efekt, bi šle pa malo naprej. Skratka, neka okrogla entiteta, to ni nobena strašna eksplozija, ampak se bo počasi razlezla. In bo v bistvu, ko boste vi to entiteto pogledali teh zvezd čez nekaj časa, preden se čisto zmešajo, in boste videli razpotegnjeno v tako vlečko. In to je krasno, ker to je časovni stroj v naravi. Tiste, ki so spredi, povedo, kam bo šla galaksija, tiste, ki so zadnji, povedo, ki je bila. In recimo, Potlikova galaksija v Strelcu je ta ključen primer, ki jo ravno jemo, je dobesedno tam, ko da niso opazili do leta 99, na drugi strani galaktičnega centra in tako naprej. Ampak vidimo, 3 pentlje okrog se vidi, tistih zvezd, ki so hitrejše ali pa počasnejše. Podoben efekt poprečitjem, ne vem, komet razpade, pa na športu njegovi tiranci materijale. In ta tiranca ti pove, kako je snov porazdeljena, ker seveda veš, kakšno gravitacijo rabiš za to, da boš razložil te tirance. Tako da imamo take časovne stroje, in tega je zdaj nekaj. Se pravi, recimo, tipičen primer je, ta galaksija v Strelcu zelo znana, tam je leta 2006 so to zgrutali dokončno. Pa zdaj nedavno je tako zvana galaksija Enceladus. Leta 2018 smo nekako pogruntali, oziroma so jo pogruntali, Mira Helmijska tenkrat je glavna, ki je taka nedavni galaktični trg. Pa potem so pa še taki bolj hecni izrazi, recimo en izraz je sosič, se pravi klobasa. Je tudi izraz ene take strukture, ki je ena taka stvar. Skratka, imate kakšna taka, ne vem, delovna imena, da bomo temu tako rekli. Ampak se marsikaj dogaja. Te vmesne faze smo malo začeli jesti, pa še nismo čisto prebavili, je kar nekaj. In to nekako daje zabavno zaradi tega, ker kot rečem, kaj lahko zveš. Naprimer, ko razdelitev mase se točno vidi, če vse te pentle okrog vidiš. Iz tega, se pravičujem, sem še eno dodatno vprašanje. Mislite, da bi kaj takega bilo mogoče zaslediti takim pojavom mikrospremembam, tudi v fiziki trdih delcev, če govorimo o osnovi? Recimo, da imamo minerale v njihove lastnosti, se pravi, smeri vsi glavnih kristalografskih osi, pa potem izvajamo nek pritisk, se pravi, kot nek slik ali pa natek. Da bi se v bistvu take pojavi pojavili tudi tukaj, ali je to preveč brutalno za pričakovati? Malo treba razmisliti, kaj se ohranja. Jaz imam malo občutek, da se malo več stvari ohranja pri tej fiziki trdne snovi, ker so stvari med sabo bolj povezane. Tukaj so nekako bolj na mehko, ker je sama gravitacija tipično vmes, pa dobro, še kakšna magnetna polja včasih. Tako da, ne vem, če imate, tako lepe urejenosti nimate. Kristali so pač tudi kvazi kristali, tako naprej, kljub se ima zelo velika stopnja urejenosti vsega. Tukaj gre bolj za neko statistično, to je nekako plin, ki ga pokvari gravitacija, pa malo magnetna polja, v tem smislu bolj. Tako da ne vem, ne znam dobro odgovoriti. Možno, da ampak nimam tako da prvo žogo
kakšne ideje, kako bi. V bistvu sem se hotel na prejšnjem vprašanju, tiste črne snoje je bila integrantna. A se to mogoče je pa je občutek bolj zgoščeno okrog galaksije ali je še tudi tako med galaktičnem prostoru precej? Ja, torej tako je, ne. Bomo gledali malenkost nazaj, še nazaj. Tukaj nam treba, ne. Rumena krivulja, ne, je tista, ki v bistvu je prispevek halona, ne, to je glavni prispevek temne snovi, ne. Veselo raste, ja. Njena gostota sicer pada, ne, ampak pada samo s kvadratnim razgledom na skupom in zaradi tega masa raste, pa integriraš na širino, ne. Tako da zdaj tukaj je dosti pogumno do teh 25,000 pasek, kot je že nekaj, ja, ne. Zdaj, potem je pa tako, da vemo, da se ta stvar nekako nadaljuje, ker naša lokalna jata pa polhen drugih skupin galaksij po vesolju, ima te isto zgodbico, ne. Zdaj bojo pa prej smo imeli zvezde kot enote, ki ne morajo se tako hitro vrteti okrog, če ni več stvari, kot jo vidimo, ne. Tukaj so pa zdaj galaksije kot entiteta v neki skupini galaksij. Hitreje se gibljajo, ne. In to je stvar, ki je že zelo stara in še zmeraj lepo stoji, se pravi Fritz Zwicky je tam leta 36, kaj takega, ravno to pogledal, ne, da so te galaksije prehitre in on je prvi, ki je nekako rekel, da mora biti neka dodatna snov. Tako da, ja, dejansko je tudi med galaksijami še zmeraj tega, se pa seveda gostota manjša, je do nekaj mera zgoščena, no, moče galaksija, ampak manj kot običajna snov, to vemo, ne. Zdi se pa, da ni tako močno zagnata, če bo ta rezultat o te partikove galaksije praktično linearno da sploh kaj daje potrjeno. Tako da, ja, v tej smeri nekako tipamo, ne, tako da, ja. Pa seveda, ne vem, no, kot sem že omenil, recimo, tole zgodbo je pa začel Ken Flumer, ne, ki je recimo tudi eden šefov predelavu, ta beta, tako je potem začel leta 78. Oziroma ne, leta 70, ima članek, ki pokaže, da v naši galaksiji mora biti temna snov. Gospod še zmeraj lepo ganjen, ki je rečeno, bi lahko bil Nobelovec, če bo kdaj padla pač za temno snov Nobelova nagrada. Ampak enkrat še ne. Še kakšno vprašanje? Če ne bi se jaz predavatelj še enkrat zahvalil.